Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. V novi epizodi Beletrine v živo bomo spregovorili o banalnosti zla, kot jo v knjigi Pot v temo opisuje Gita Sereny. Gre za biografijo poveljnika nacističnega uničevalnega taborišča Sobibor in koncentracijskega taborišča Treblinka na Poljskem, Franca Štangla. Delo nam bo pomagal razumeti sociolog Gorazd Kovačič. Gorazd Kovačič, Gita Sereny se je leta 1921 rodila na Dunaju. Oče je bil madžarski aristokrat, mama je bila Nemka, po profesiji igralka. Kdo je bila dejansko ta novinarka? Ja, potem se je poročila v Britanijo, tako da velja nekako za avstrijsko, madžarsko, britansko zgodovinarko in novinarko. Najbolj znana je potem, da se je posvetila biografiji in poskusu razumevanja razlogov, zakaj je nekdo šel v radikalno zlo, in je napisala to zadevno več knjig. Recimo ena ta knjiga je profil poveljnika Treblinka in Sobibora. Potem, to je ta Pot v temo. Pot v temo. Potem je napisala recimo tudi biografijo Alberta Speera, ki je bil tudi pomemben nacistični funkcionar, pa še več drugih. Pa tudi angleške detomorilke, zgodba o Mary Bell. Tako. Skratka, njo je očitno najbolj zanimalo to, kaj posameznike napelje v to, da zapadajo v izvajanje strašljivih oblik zla. Nekateri biografi navajajo, da naj bi jo precej zaznamoval nek prizor leta 1934, namreč z vlakom, s katerim se je peljala v zasebno šolo v Angliji, so se ustavili v Nürnbergu, kjer je bila nato nekako prisiljena prisostvovati nacističnemu zborovanju. Ste zasledili kaj takega v njeni življenjski zgodbi? Moram priznati, da se nisem toliko posvečal njeni življenjski zgodbi. Skratka, ta prizor naj bi precej vplival na njeno nadaljnjo poklicno pot. Omenjate, da je želela razumeti to naravo zla, ukvarjala se je seveda z velikimi moralnimi vprašanji. Vi ste svojo doktorsko dizertacijo posvetili Hannah Arendt. Kako razumete to njeno agendo, skratka to njeno življenjsko izbiro? Ne Hannah Arendt, Gite Sereny. Gite Sereny. Ja, zdaj pač najbolj znana je potem, da je raziskovala te množične morilce, množične zločince. Zakaj je to izbrala, pač kot rečeno, ne poznam toliko njene življenjske zgodbe, ampak najbolje, da greva kar v knjigo, mogoče tudi v primerjavo z neko veliko bolj znamenito knjigo tega profila, to je Eichmann v Jeruzalemu, ki jo je napisala Hannah Arendt. Tista knjiga je bila napisana skozi opazovanje Eichmanna med sodnim procesom. In seveda je treba razumeti, da so bili vsi ti nacistični zločinci zakrknjene osebe in so seveda na sodišču kar se da blefirali za to, da bi se izognili svoji odgovornosti. Medtem ko Štangla, poveljnika Treblinka in Sobibora, je Gita Sereny intervjuirala potem, ko je bil na prvi stopnji že obsojen in ko je čakal na drugostopenjsko sojenje, potem, ko je bilo celotnemu svetu jasno, da on je zločinec par excellence. Tako da tu je vendarle pri njem bila neka določena distanca, zato ga je lahko lovila na tistem, kar jo je zares zanimalo. In sicer ne vprašanje, kaj je počel, kakšna je bila narava uničevalnih taborišč in tako naprej, ampak kakšni so bili njegovi motivi, da je sploh šel v to in je v tem vztrajal. Ampak kar je bilo recimo meni kot bralki zanimivo, ona je seveda kot novinarka prisostvovala temu njegovemu sodnemu procesu. Zazdel se je, pravi, sama zapiše, inteligenten, se pravi, drugače kot nekateri drugi, ki jih je tudi kot novinarka spremljala na sojenjih, in zato zanimiv kot centralna figura njene knjige. No, vsi so bili v tehničnem smislu seveda inteligentni, tudi recimo Eichmann, drug znamenit nacistični zločinec, ki so mu sodili. On je seveda na sodišču igral bedaka, ampak v tehničnem smislu kot organizator
nekih transportov, vlakov in tako naprej, pa seveda bil operativno sposoben in inteligenten. Problem pri teh ljudeh ni njihova inteligenca. Ne. Saj, če bi bili neumni, potem ne bi bili zmožni sodelovati, ne, pri pretkanih in organiziranih množičnih zločinih. Problem pri njih je, kaj se je zgodilo z njihovo elementarno človeško sposobnostjo za presojo, za ločevanje med narobe in prav. Naj samo navedem, Gito Sereni, ideja za pogovore s Štanglom mi je šinila v glavo, ko sem med njegovim sojenjem v Nemčiji leta 1970, kot novinarka sem spremljala tudi druge sodne procese proti nacističnim zločincem, ugotovila, da je v nasprotju z drugimi, ki sem jih opazovala v podobnih okoliščinah, človek, ki premore določeno mero inteligence. Skratka, to je bila priložnost, da brez vnaprejšnjih sodb ocenimo, ali je zlo prirojeno ali pa se rojeva v določenih okoliščinah. To je pa absolutno temeljni motiv avtorice pri tem, da se je pač ukvarjala z množičnimi zločinci. Namreč, če bi bila njihova nagnjenost k zlu nekaj prirojenega, ne, potem jim pravzaprav skoraj ne bi mogli soditi in to bi pomenilo, da niti v najhujših primerih človekova odgovornost v resnici ne obstaja in da živimo v resnici v groznem svetu, kjer je možno vse. Mislim, da je motiv vseh teh, ki so spremljali in pisali portrete množičnih zločincev, ravno to, da pokažejo, da odgovornost obstaja. In mislim, da je to tudi temeljno sporočilo čisto v uvodu knjige, da je to temeljni namen knjige. In Štanglom se je avtorica pogovarjala leta 1971 v zaporu v Düsseldorfu, ko je čakal na rezultate priziva na dosmrtno kazen in pogovarjala se je 70 ur. Vas je na nek način presenetila ta dolžina teh pogovorov? Se pravi, koliko dolga se vam zdi ta kako dolgo časovno obdobje se mi zdi ta korpus 70 ur? Verjetno ravno dovolj dolgo, da je uspela zaznati vse indice, vse njegove tike, vsa njegova nezavedna sprenevedanja in je lahko odkrila in rekonstruirala njegov psihološki profil. Skratka, to je bilo veliko bolj podobno recimo psihoterapevtski tehniki, kot pa intervjuju z nekom, ki je reflektiran in ki se pripravi in pač hoče z javnostjo deliti neke svoje poglede. Ne. Taka precej natančna opazovalka je bila, ne? Precej natančna, tu je bila pomembna tudi neverbalna komunikacija, tu so bili pomembni recimo razni verbalni zdrsi, ki so pač nakazali neko pravo resnico. Tako da res je vzela veliko časa in če bi si vzela recimo samo 2 uri, potem seveda bi dobila samo tisto zunanjo podobo, ki jo je na začetku seveda skušal igrati in je bila podobna kot tista njegova standardna taktika na sodišču, ne, izogibanje odgovornosti, sprenevedanje, da je pač bil samo nek uradnik in tako naprej. In morda neka maska, s katero je očaral tudi te zaporniške čuvaje, ne? Ja, tudi Nekje navaja, mislim, da nekje navaja, da so določeni uslužbenci v zaporu omenjali, da ko bi bili vsaj vsi zaporniki taki kot Štangl, se pravi uglajeni, neproblematični, ne? Ja, on je tudi v zaporu igral uradnika. Se pravi, skrbel je za to, da je bil videti urejen človek, da se je dostojno obnašal, da je spodobno komuniciral. Vse to je bila maska, ki jo je uporabljal tudi takrat, ko je izvajal pač najhujše zločine, kar si jih je mogoče sploh zamisliti. Seveda, zdaj pazniki v zaporu, ki imajo opravka z očitnimi delinkventi, z ljudmi, ki se pač konfliktno obnašajo v vsakdanjem življenju, za njih je bil ta gospod zares olajšanje. Naj navedem še en citat. Ko so Štangla obsodili na dosmrtni zapor zaradi soodgovornosti pri uboju 900 000 ljudi v času, ko je bil poveljnik Treblinke, je lovec na naciste Simon Wiesenthal, ki je odigral pomembno vlogo pri njegovem prijetju, novinarjem povedal, da je bila nemška obsodba Štangla vsaj tako pomembna kot izraelska obsodba Adolfa Eichmanna. In rekel je tudi, da je bil to najpomembnejši sodni proces v Nemčiji v 20. stoletju. Se pravi, gre za biografijo od Štanglovega otroštva naprej
Gita Seren je intervjuvala tudi njegovo ženo, svakinjo, nekdanje SS-ovce, preživele iz taborišča priče. Katero pričevanje se vas je recimo še posebej dotaknilo, morda presenetilo? Vse je šokantno. Od tega, kar Štangl pove o sebi, o svojih motivih, čeprav to rabi 70 ur časa, do njegovega prikaza družinskega življenja, ki je v strahovitem kontrastu s tem, kar je počel. Oprostite, kar nekaj teh nacističnih zločincev je, pri kar nekaj teh nacističnih zločincih je opaziti ta izrazit kontrast nekega idiličnega družinskega življenja in grozovitih dejanj v družbi. Treba razumeti pravzaprav genezo nacističnih tehnik množičnih pomorov. Začelo se je sredi 30. let s taborišči za izživljanje nad političnimi nasprotniki, recimo nad komunisti, ki jih je vodila divizija SA. In tja so za izvajalce zločinov rekrutirali različne perverzneže, ljudi, ki so zavzeli nek oseben odnos do žrtev in so se potem nad njimi osebno izživljali. Ampak nacistični aparat je ugotovil, da je pravzaprav ta tehnika pomorov preveč dolgotrajna in da je treba razviti neke drugačne mehanizme, v katerih bodo storilci zavzemali veliko bolj neoseben odnos do žrtev. In potem so začeli seveda razvijati v nekem trenutku tako imenovan evtanazijski program, ki seveda je nekaj drugega kot to, o čemer danes poteka debata. Tam ni šlo za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ampak za pomore hendikepiranih ljudi. Potem razvijajo koncentracijska taborišča z neživljenjskimi pogoji za veliko število ljudi. Del teh se potem razvija v delovna taborišča za suženjsko delovno silo in imajo tudi uničevalne oddelke. Ustanovili so pa tudi 4 posebna uničevalna taborišča, kjer so jim pa tehnike, ki so jih razvili predhodno, omogočile pomore res ogromnega števila ljudi, govorimo o milijonskih številkah, recimo v Treblinki. No in sestavni del teh tehnik množičnega ubijanja, poleg, jasno, bom rekel, teh arhitekturnih in kemijskih vidikov, so tudi socialne tehnike, ki so vključevale to, da so storilci, se pravi tisti, ki so pač neposredno sodelovali pri teh pomorih, lahko zavzeli neko osebno distanco do tega dogajanja in vse skupaj imeli kot neko svojo službo. Samo na ta način je bilo mogoče v zelo kratkem času, na zelo majhni površini, recimo kot je primer Treblinke, pomoriti milijon, mogoče celo 1.200.000 ljudi. In on to posebej poudarja, se pravi protagonist te biografije, kako je praktično deloval samo v sistemu, praktično do konca to poudarja, da je bil zgolj priden uslužbenec, nekje omenjali ste prej njegovo pač idilično podobo družinskega življenja, nekje celo zapiše, da vse, kar si je želel pridno delati, omogočiti ženi neko dostojno življenje, v nekem trenutku po službi zapreti vrata in živeti prav to idilično družinsko življenje. Ja, celotna knjiga je pravzaprav profil karierista in oportunista, ki se postopno od faze do faze odloči, da bo šel čedalje globlje v kolaboraciji z morilskim režimom, da se v nobenem trenutku temu ne bo uprl in ne bo odklonil naslednje karierne stopnice. V vidu ima predvsem to, da bi rad poskrbel za družino, da ji bo udobno, da bo imela pač udobno stanovanje, da bo imela solidne prihodke, ženega nekako ljubezen do žene, do otrok. In vsakič, ko bi moral reči, zdaj pa gre tole predaleč, oziroma ko je domnevno to tudi rekel, da nečesa ni zmožen narediti, se vendarle odloči, da bo šel na naslednjo karierno fazo. Kot je rekel, tudi zato, ker ga je režim nekoliko zmanipuliral, ker so mu zagrozili, da ga bodo sicer poslali nazaj
na neko policijsko postajo, kjer je začel to kariero in kjer je bil nek neugoden šef, ki ne bi ga šikaniral. Ampak kakorkoli dejstvo je, da je Štangla v to njegovo morilsko kariero v bistvu gnal predvsem karierizem. Čeprav nekje na koncu njegova soproga v pogovoru z Gito Sereni nekako reče, da še zmeraj verjame, da če bi moral izbirati med Treblinko in njo, da bi izbral njo. Ja, to je bilo pa novinarkino vprašanje ženi, ko je njo intervjuirala, ker jo je pravzaprav zanimalo, kako ona vidi svojo soodgovornost za moževo morilsko kariero. Namreč mož je v vsakem trenutku, ko sta prišla do tistih najbolj morečih vprašanj, zakaj ni odklonil, zakaj se ni uprl, zakaj je šel v naslednji korak in tako naprej, vedno se je skliceval na to, da se je bal za družino, da jo bodo poslali v koncentracijsko taborišče ali pa da je hotel preprosto poskrbeti za družino, za njeno materialno udobje. In evidentno je bilo, da so imeli seveda ženini interesi nekaj zraven. Ne. In ona je tudi v nekem trenutku ugotovila, kaj dela, v čem je njegova služba. To je ugotovila že, ko je bil v tako imenovanem evtanazijskem programu, pa potem v Sobiboru, kjer je bil poveljnik, pa vendarle ga ni dala na čevelj. Ni mu postavila ultimata oziroma ni preprosto rekla, to je pa popolnoma nesprejemljivo in zahtevala ločitve ali kaj podobnega. Skratka, to je bilo vprašanje o njeni odgovornosti in ona se s tem pravzaprav ni bila pripravljena soočiti oziroma v nekem trenutku je rekla, ja, če bi mu postavila ultimat, potem bi verjetno izbral mene in bi prekinul s temi svojimi morilskimi službami. Vendar je pa potem, ko sta se razšli, je čez nekaj ur že poslala neko pismo, v katerem je pač revidirala svoje stališče. Skratka, tudi žena je bila moralno absolutno zakrknjena oseba. Se pravi, skozi Štangl išče izgovore za ta svoja ravnanja, se pravi, da je deloval zgolj v nekem sistemu po naročilu nadrejenih in vse sorte, ampak na koncu se zlomi in še isto noč v zaporu potem umre. Kako ste brali ta moment? Ta moment je mogoče najmočnejši moment v knjigi. Namreč novinarka je potrebovala 70 ur, da ga je pripeljala do tega, da se je soočil s tem, da je vendarle imel neko določeno možnost izbire in da torej je odgovoren. In tudi, če je slučajno bilo res, da je bila ta njegova možnost izbire zelo zožena in da bi bila pravzaprav edina možnost ta, da bi preprosto naredil samomor, ne, zato ker enostavno že, to je bila debata v antiki, ne, v antični filozofiji, bolje je živeti tako, da lahko živiš sam s sabo, kot pa preživeti neko zlo in potem ne moreš živeti sam s seboj. Skratka, pripravlja ga je do tega, da je pravzaprav prišel do spoznanja, da je v vsem tem sistemu množičnih pomorov, ki je bil zelo dovršen, ne, in vloge so bile zelo natančno razdeljene in zelo težko je bilo iti ven. Njegova možnost izbire je vendarle bila v tem, da bi lahko naredil samomor takrat, ko je šla stvar predaleč. Ne. In ko je to priznal, ne, ko je priznal, da je vsaj v tem smislu imel izbiro, je to pomenilo, da se je končno soočil s seboj in svojo odgovornostjo. Da se je soočil z resnico. To je nek pojem, ki ga avtorica uporablja skozi celotno knjigo. In seveda, ker je s tako resnico o sebi nemogoče živeti, je potem enostavno na nek način moral umreti in mu je odpovedalo srce 19 ur po zadnjem pogovoru. Umrl je naravne smrti, ne? Ja. Naravne smrti, ampak očitno v zelo hudi stiski, ker se je soočil s tem, pravzaprav kakšna je bilanca njegovega življenja. In s to bilanco je bilo očitno mogoče živeti samo tako, da je leta in leta lagal samemu sebi in se zatekal v neke zgodbe o tem, da je skrbel za družino, da je bil uradnik in tako naprej. Ko se je pa soočil z bistvom svojega življenja, svojega početja, je bilo pa to zanj tako moreče, da s tem ni več mogel živeti.
Se pravi, v knjigi je natančno izpisan profil človeka, ki se znajde v izjemno ekstremnih okoliščinah in njegova ravnanja. S tem, da avtorica pristopa brez vnaprejšnjega mnenja, ne prejudicira nobene sodbe. Morda je tudi to nek način, kako ga je pripeljala do te končnega spoznanja, recimo. Avtorica je bila očitno izjemna psihologinja, ki se je odločila, da ga bo skozi te pogovore peljala po neki poti, ravno zato, da njega samega pripelje do soočanja s samim seboj oziroma do spoznanja resnice v sebi. Če bi ona v začetku prišla z neko držo jasnega obsojanja, skratka, vi ste organizirali pomor milijona ljudi in tako naprej, ste pošast, potem bi imel on dodatne razloge za to, da se zavleče v svojo školjko in o sebi ne pove nič. V bistvu je pa bilo tako, prvi 2 uri teh pogovorov mu je pustila, da je govoril tiste floskule, ki jih je seveda uporabljal na sodišču, kako ni bil odgovoren, kako pač je bil kolešček v stroju in tako naprej. Potem je pa začela pravzaprav s tem, da bi rada kaj izvedela o njegovem otroštvu, o tem, kako ga je peljala poklicna pot v družinskem življenju. In se je malo začel odpirati. Takrat se je začel odpirati in tu ga je v bistvu psihološko dobila. Na tej točki se je odločil, da bo vendarle šel v dolge pogovore z njo in ji kaj povedal o sebi. Mogoče se mu je zdelo, da bo lahko povedal kaj tudi o svojih lepših plateh ali pa recimo o svojih tragičnih poteh, težko otroštvo, težka mladost in tako naprej. Ampak ko je enkrat bil v tem filmu izpovedi, potem ga je seveda počasi kuhala naprej in ga kot izvrstna psihoterapevtka pripeljala do soočanja s samim seboj. Ne smeva pozabiti, del knjige je namenjen tudi dogajanju po drugi svetovni vojni. Skratka, prek Vatikana, prek nekaterih vatikanskih kanalov je Štangl zbežal pod svojim imenom, odšel je najprej v Sirijo in potem v Brazilijo. In knjiga nekako natančno razkriva tudi vlogo Vatikana, ne samo Pija XII, ampak vse druge, zelo veliko drugih imen izpostavi. Ja, knjiga govori o 2 epizodah vloge Vatikana pri holokaustu oziroma šoji. Eno je bilo tisto, kar se je odvijalo oziroma tisto, česar Vatikan ni počel, pa bi lahko počel takrat, ko so se množični pomori dogajali. Drugo je pa mreža za pomoč ubeglim nacistom, ki so jim pač priskrbeli recimo lažne dokumente in tako naprej, dali neka začetna sredstva. Skratka, omogočili so jim pobeg v varne tretje države in jih s tem reševali pred sodnimi postopki. Zdaj, kar se tiče vloge Vatikana v času druge svetovne vojne, avtorica prikaže zadevo nekako takole. Vatikan je bil seveda kot organizacija z odlično diplomatsko mrežo kar dobro obveščen, kaj se dogaja. Dobivajo tudi poročila nekaterih zgroženih nemških škofov, pa vendarle se ni odločil za kakšne odločne korake za zaščito Judov in ostalih, ki so bili tarče holokausta. Razlogov je bilo več. En razlog je bil čisto oportunističen. Vatikan je videl, da je nacistični režim zelo radikalen in da je že prej uvedel določene ukrepe proti družbenemu položaju cerkve in se je bal, da če bi se konfrontiral z nacističnim režimom, bi bila cerkev v Nemčiji in ostalih okupiranih deželah seveda še toliko bolj pod udarom. Je pa dejstvo, da je k pasivnosti Vatikana glede holokausta prispeval tudi papežev antisemitizem. To avtorica jasno izpostavi. Zdaj ob koncu vojne je pa zadeva taka. Delna resnica je verjetno ta, da je Vatikan nadaljeval s svojimi simpatijami do fašizma in je pač posameznim fašistom iz tega razloga pomagal pobegniti v tretji svet. Po drugi strani je pa nekaj soli najbrž tudi v tem, kar so ji povedali vatikanski sogovorniki. Namreč v tistih razmerah je bil tak kaos, tako pomanjkanje informacij, tako
pomanjkanje možnosti za preverjanje nekih zgodb pri nekih pričah po običajnih, recimo standardih pravosodnega preverjanja, da se je Vatikan preprosto držal tega, ne. Če nima nekih dokazov, kdo od tistih tisočev in tisočev ubežnikov pred novim antifašističnim redom v Evropi je zločinec, kdo je bil pa čisto navaden vojak, je pač v dvomu preprosto šel na roko ljudem, ki so zase trdili, da so pač katoliki in da želijo pomoč. Enostavno obseg zločinov nacističnega režima je bil tak in število vpletenih je bilo tolikšno, da verjetno nobena institucija v tistih turbulentnih, nepreglednih razmerah, tistih mesecev po vojni, pač ni imela kapacitet, da bi sploh preverjala, s kom imajo zares opravka. Vsakdo, ki se je majčkeno znašel, se je lahko zlagal o svoji identiteti in če imate pred vrati tisoče ljudi, ki govorijo, da jim komunisti grozijo smrtjo in da so pošteni katoliki, potem se mogoče res nimate časa ukvarjati s tem, kdo izmed teh tisočev je pa mogoče množični morilec. Morda je in to, da je on zbežal pod svojim imenom, ne? To je morda malo presenetljivo. Presenetljivo, ja, predvsem je iz Sirije, iz Damaska, kjer je nekaj let živel kot delavec, potoval z družino v Brazilijo pod svojim imenom. Čez nekaj let se je tudi prijavil na avstrijskem konzulatu v Braziliji pod svojim imenom. Tam je bil zaposlen pod svojim imenom, v telefonskem imeniku je bilo njegovo ime. Skratka, institucije avstrijske države in ostalih držav bi lahko prišle do tega podatka, če bi želele. In je to res neka nenavadna okoliščina v vsem skupaj. Avtorica Pikro pravi, da je verjetno kriva šlamparija avstrijske birokracije, mogoče pa tudi seveda namerna pasivnost. No, kakorkoli, Štangla, ki je o sebi rekel, da se sploh ni skrival v Braziliji in je tam živel nekih 17 let, ne, pod svojim pravim imenom, je odkril Simon Wiesenthal in je potem organiziral pač ovadbo, aretacija je sledila, izročitev v Nemčiji, sojenje in tako naprej. Gorazd Kovačič, hvala za to eruditsko razlago. Gledalke in gledalci vabljeni k branju res pretresljive knjige. Beletrina v živo.